Ampak ena od tistih, ki mi več trli v tem, je to, da smo vsi v tem zosu, da smo na nek način prezremo določene stvari, prezremo to svojo poklicanost, da smo premali selektivni, premali izbirčni danes, da smo zadovoljni z vodo iz Save v Krškem. In jaz mislim, da je tudi takole srečanje, ki ga imamo takole, pripomore k temu, prispeva k temu, da postajamo bolj selektivni, da postajamo bolj izbirčni, da nismo zadovoljni z vsem, kar nam na talerju ponudijo. In jaz bi te še tole izzval na koncu, da poveš, kaj pravzaprav nam priporočaš, ker konec koncu si rekel, vse je odločitev, da se ti odločiš, da rečeš da svoji ženi je odločitev, da se ti odločiš, da rečeš da Bogu je odločitev, da se ti odločiš, da hočeš biti aktiven in selektiven, izbirčen v tej družbi, kaj ti ponujajo na krožniku, je tudi odločitev. Kako bi ti predlagal, da se mi zares danes tlele nekaj odločimo? Ja, tako kot se dec mora odloči, reče ja, potem je ja, vaš da ne bo da, vaš ne bo ne, piše se tem pismo, ne. Se pravi, eden mojih zelo ljubih stavkov, sploh za ta čas je bod hladen ali pa vroč, če boš mlačen, te spljunem. To mislim, da je problem današnjega časa, prav konkretno nas vernikov, da smo mlačni. Ne? Jaz sem imel priliko, spet bomo duhovnikih, ampak pustimo, da bom to zelo konkreten, zelo blizu gledati, kaj pomeni ta mlačnost. Jaz dolgo časa nisem tega razumel. Sem mislil, kako je lahko mlačnost slabša od hladu, ne? Imamo pač ta semafor v glavi, hladno, mlačno, vroče, se pravi dobro, kar še v redu, slabo, ne. In kako je lahko to, ta mlačnost, slabša od tega hladu? Ampak sem potem to videl, ne. Ker človek, ki je hladen, ti veš, to je hladno, tega nočem, ne. Ta je vroč, točen, ne. Kdo pa je mlačen, je pa, se še nekaj tako zelo hladen, tako da se tudi ni fajn biti, bom tle naselim, ta mlačnost, to je mlakuža, ne. In ta mlakuža vabi k sebi, ne. Ta vročina, ta hlad mora pripeljati preko mlakuže, ne. Če se tukaj po mlakuži zastavi, se ta mlakuža zmeraj poveča, ali pa obratno, ne. Ta hlad vleče vročino k sebi, če sem bolj enostaven, gajba gnilih jabolk, pa gajba zrelih, dobrih jabolk. Če zamenjaš te dva jabolka, ne, se pravi zrelo oziroma dobro jabolko daš v gnilo, kaj se bo zgodilo? Tudi to bo zgnilo. Če pa daš gnilo k zdravemu, jo pa tudi si zgnil, ne. Se pravi, ne, je zelo važno, da vemo, kaj smo, pa da so te gajbe ločene, ne. Te mlačnosti je preveč, tega, da vse še nisem, to je spet ono, slabši pa, slab pa še slabši, ne, oni so pa še slabši, ta farizejstvo. Vse vem, da nisem dober, ampak še zmeraj sem boljš kot pa oni, ne. In to me nekako drži, se sem kar v redu kristjan, ne. Ni to, ne bi pretiravo, ne, mislim, zakaj bi jaz vsako nedeljo, ne, enkrat na mesec, čim dost, ne. Zakaj bi jaz to verjel to, kar tam piše. Kene stvari so, stale pa, vse vemo, da to je taka, mislim, hočeš, teh polovičnih izbir je precej. In to mislim, da nas bo pokopalo. Se pravi, zelo konkretni moramo biti. Moramo se zavedati, da naše odločitve so brez popravnega izpita. Res, tudi najbolj osnovne, ni popravnega izpita. Ne? Če kupaš avto, ki ti ni všeč, misliš, se ga bom zamenil. Ja, ampak to je povezano s stroški, ne? Vsaka stvar je manj nekaj, ne moreš kar tako narediti. In so stvari, ki so, če nas to boli, ne, ti stroški nas bolijo tako fizično, jih čutimo, ne, na tem duhovnem področju to zanemarjamo, pa je ravno tako so stroški, ravno tako, recimo, govoril sem o tej zamenjavi srca. Zdaj je to dobesedno, res. Kako težko, oziroma kako presed bi premislili, komu bom dal srce, pa kokrat ga bom zamenjal, ne, če bi bilo to s tem pogojeno. Danes pa mladi, ne vem, moj prijatelj je prav, ko smo približna generacija, pa sem fanta starega 18 let, je rekel, jaz sem se poročil svojo drugo punco, ne. To je edina ženska, s katero sem zdaj bil. Moj fant je star 18 let, on zamenja 3 punce na mesec. Jaz si to ne predstavljam, ne. Ampak za te mlade je to neka taka, ta lahkotnost teh odnosov je zame nepredstavljiva. Konkretno moja direktorica je rekla, da je prepovedala svojemu sinu, da 3 mesece potem, ko pusti eno punco, 3 mesece ne sme naslednje pripeljati domov. Ne? Ker ona rabi čas, da jo preboli. Ne? On pripelje punco domov, ona se na nje navadi, všeč, potem se pa on skrega, pa pripelje drugo, prav ne, 3 mesece mi daj čas, da jaz pozabim prejšnjo, da lahko spremem novo. Ampak jaz sem pripričan, da v tem 3 mesečnem obdobju on zamenja še druge, sam jih ne pripelje domov, nekaj ne sme. In to je nekaj, kar ni normalno. Ne? Zdaj, ne bom se spuščal v to, kaj oni počnejo, ne? Čeprav se bojim. Ne? Ampak že sam odnos je nekaj lahkotnega za
primerjavi z nami. Mi smo to zelo bolj, oziroma saj jaz, bolj konkretno to jemljem. Za njih je to nekako tako, kaj bi, ne vem, gate zamenil, ne. In zato tudi ni te odločitve take, ne. Ne čutijo teže teh odločitev, ne čutijo teže te duhovne širine, čutili bi, če bi, vsakič, ko bi, razumeš, za vsako punco bi en prst mogel dati. Ne, si predstavljaš, si v enem mesecu brez prstov. Kako presnet bi premislil, ne? Tako pa mislim, se mi reč ne manjka. Ne, ti manjka. Vsak človek ti nekaj prenese, nekaj vzame v življenju. Vsak človek, da se danes tukaj, pa se niti ne poznamo, pa se mogoče nekoliko če želja ne bomo videli, ampak nekaj smo si dali, nekaj smo zamenjali. Vi ste nekaj dobili od mene, jaz nekaj od vas. Ne govorim o kvaliteti tega, da se razumem, ne? Ampak nekaj smo si zamenjali. Ne? In to se nam dogaja. In zdaj, če mislimo, da to ni, potem živimo, ne vem, živimo na televiziji, to se nam dogaja. Mi živimo v neresničnem svetu, ne vidite resničnost. Ne? Mi se moramo zavedati, da to, kar počnemo res. In zdaj, te odločitve, da imajo težo. In to najmanjše stvari. Se pravi, če še ne, ja, kaj bo mogoče s tem povezano. V naši družini imamo samo Miklavža. Ni Božička pa Dedka Mraza. Ne samo zato, ker ne maram onih dveh stricov, ne? Ampak zakaj? Zato, ker je Miklavž res je. Dobro, res, da jaz kupam darilo, pa ga prinesem, ampak Miklavž je bil in je. Božička pa Dedka Mraza ni, to sta pravični biti. To vsi vemo, upam. Ne? Upam, da nisem zdaj komu kaj. Zdaj jaz otroku govorim, Miklavž je darila prinesel, pa Bog je, pa Jezus je, in on enkrat ugotovi, da Miklavža ni. Zato ati pa mami, ne? A pa da Božička ni, pa Dedka Mraza ni. Ne? Zato ni Božička Dedka Mraza, ker unih dveh ni. Otrok bo dojel, da Miklavž je, tako kot Bog je, ampak sam jaz sem bez njega nekaj naredil. Une dveh pa res ni. In zdaj, če prakticiram une dva, bo on rekel, čak malo, če une dveh ni, pa on učil, da Jezusa ni. Ne, govorim, da nekaj, kar jaz otroka učim, mora biti res. Jaz se moram tega, otrok to bo enkrat rekel, lagal so mi. To je najhujše, kar se lahko, celo stvari, ampak ena najhujše stvari to, da otroku lažeš. Ne? In da otrok to v pomembnih stvarih, seveda, ne. Ne to, da rečeš, se te ne bo več boleli. To so druge stvari, ne. Otroku ne smemo lagati, ne. Mi jim pa lažemo, mi jih pa navajamo neke stvari, kar tako nekaj. Oni to preverijo. To, kar jaz otroku učim, mora biti res, to mora videti. Enkrat se pogovarjala z ženo, kako bo enkrat po zakonski skupini, ko reče, ja, bo že videl, kako boš imel tako staro otroke, bo že ti videla, jaz pa nočem te, kako pa če ne, kako bo videl to, kako bo to, rekla, pomir se, rekla, midva tako živiva, svoje sva naredila. Rekla, če midva tako živiva, če otroci vidijo, da midva to živiva, je to največ, kar lahko narediva. Več ne morava. Se pravi, ne sam govoriti, oni morajo to videti, kaj mislim, jaz lahko otrokom še tako lepo govorim, oni vidijo, da se midva skregava, kako midva reagirajo v teh situacijah, kako midva živiva. Se pravi, pogovarjala se konkretno o spolnosti, o teh stvarih, ne, kako zdaj v tem času, kako je otroka rekla, lej, midva sva tako živela, oni vedo, da sva tako živela, oni to vidijo, kako živiva, če to kupijo, bojo kupili to, če ne, pa se midva lahko na pol razkoč, pa ne bo to. In to je to. In me pomirili. Se pravi, svoje sem naredil, zdaj lahko še moram, seveda, ne, ampak več od tega ne moram. Ne. Kaj se bo zgodilo, ne vem. Ne. Kako bodo moji najstniki prišli skozi vse te menjave, bom tudi moral jaz uvesti ta 3-mesečni moratorij za kakšne stvari. Ne daj. Ampak enostavno mora biti mož beseda, mora biti. Ne. In še nekaj. Jaz sem dostakrat mislil, da ne to, govoril sem o tem, da očetov ni pa tako naprej, pa to manjka. Zgodila se je ena feminizacija, ko ne temu rečem. Ko si začel govoriti o enakopravnosti, kar je sicer prav, mi pa nekako teh besed ne znamo poznati. Mi smo enakopravnost zamenjali z enakostjo. Ne? Enakost ni možna. Mislim, jaz pa žena sem si lahko enakopravna, enaka ne bova nikoli. Mislim, se upravičujem, ne? Ne gre. Čeprav iščemo način, da bi tudi to naredili. Ne? Vse se da odrezati pa prašiti. Ne? In zato, ker to zmoremo, se nam zdi, da lahko to dosežemo. In potem se to preseli tudi na duhovno področje. Ne. Mi si nismo enaki, smo si enakovredni. Ampak zdaj to smo mi malo zamešali in zdaj smo se to malo približali. Zdaj so naši, izgledam po Ljubljani, to modo, pa te fante, ki se sprehajajo, vse ne veš. Mislim, moda je, opustite, je zelo feminizirana. Ne.
In fanti, ki se danes oblačijo po modi, so... Ne. Hočeš reči zelo... Ne. Čas si vedel, kdo je dec, kdo. Ne. Danes moraš pa... Nisem čist prepričan, se mi... Ne. Sploh če od zadaj gledaš, ne. To se nam je zgodilo. Tudi če gledamo stare slike, otroci danes rašajo gor, fizično so bolj poženščeni. Prav, niso več tako nabildani, kot ses, nikoli nisem bil, ampak moj brat recimo bil, no. Tudi to, prav, fizično se bo dogaja. Postajajo zmeri bolj poženščeni na nek način. In to je hudo, to je, evo, ta knjiga, Brez očeta, na nek način o tem govori, ne. Jo priporočam, to prav, kdo reči ni prebral, sicer literarno večkrat šepa, če smem pripomniti, ne. Mislim, še stil je večkrat brkom, ampak vsebina je pa absolutno. Hočeš, to ni nek Dostojevski, tako reče, govorim o stilu, ne, ampak je pa vsebina, pa ta pravi, to prav priporočam. Zelo dokumentarno in tudi o odnosu črede do pastirjev in obratno. Zelo konkretno govori in je fina, priporočam. Čekam.